ne vem. V glavnem, imamo par nagovorov, imamo razdeljeni in bomo šli po tematikah, pa ne bo zdaj posebej jaz šel kaj bo vsebina, ker boste sproti videli. Šli bomo torej od slavljenja ful nasplošno gledano in čim bolj na ozko, na koncu na delavnicah bomo probali čim več konkretnih stvari narediti. Ampak prav je, da slavljenje, da ga spoznamo malo širše. Slavljenje niso samo pesmi, ki jih pojemo, in temu se bomo zdaj posvetili, pa prosim kar Matjaža, da svoj del pove. Živijo vsem, lep pozdrav, jaz sem Matjaž Čudnivci iz Svetopisanske družbe in danes bi tukaj rad v bistvu predstavil res tak širši okvir slavljenja in to iz celotne perspektive Svetega pisma, celotne zgodbe svetopisanskega odrešenja, se pravi iz zgodovine Božjega odrešenja, ki gre od začetkov, ki gre skozi Izrael, ki gre skozi Jezusa prvo cerkev in katere del smo mi danes in ki bo šla naprej tudi. Se pravi, želel bi v bistvu narediti en tak, narisati eno široko sliko, kamor se postavlja tudi slavljenje, se pravi, kamor se postavlja to, kar mi delamo. To je pomembno za nas zaradi večjih stvari, najprej zaradi naše same identitete, da se mi zavedamo, kdo sploh smo kot Božji ljudje, kot ljudje, ki jih je Bog poklical, da v tem svetu oznanjamo njegovo slavo. To velja za vse kristijane nasplošno, še posebej pa seveda za nas, ki želimo slaviti Boga in ki se tako drugače ukvarjamo bolj konkretno s tem slavljenjem. Se pravi, če se lahko prispodobi izrazem, rad bi zabil nekaj bibličnih klinov, nad katerimi se lahko šotor slavljenja razpne. Zato, ker včasih se mi zdi, da je ta šotor nečkam preveč v zraku in je dobro ga prbiti na parih mestih na tla, tako da trdno stoji, da imamo zelo jasno, da vemo, kaj delamo, kdo smo, zakaj delamo in kaj je to vse skupaj, kar se dogaja pri slavljenju. Se pravi, poskušal bom urisati slavljenje na Božji zemljevid. To bom naredil s 3 točkami ali pa na 3 načine bi rad to naredil. In prva točka bi jo lahko imenoval kar naša identiteta ob stvarjenju, naša identiteta zdaj in naša identiteta na koncu. In ta identiteta se da povzeti pod tale naslov, kraljevsko duhovništvo. Že na začetku vemo, da ko Bog ustvari človeka, v prvem poglavju Geneze, imamo zelo poseben izraz, ki pravi, Bog ustvari človeka, moškega in žensko je ustvaril, po Božji podobi je ustvaril, se pravi, človek nosi Božjo podobo. Kaj je ta Božja podoba? O tem seveda teologi razpravljajo veliko stvari, kaj bi vse to lahko bilo, ampak gotovo ena stvar to pomeni. Božja podoba je nekaj, kar je podobno Bogu, nekaj, kar odseva Boga v stvarstvo, kar odseva Božjo slavo v stvarstvo in ki seveda nazaj posreduje stvarstvo in slavo stvarstva Bogu. In že tukaj nekateri sodobni teologi opažajo, da je ta kraljevsko-duhovniška vloga že ob samem stvarjenju človeka pred padcem in že upisana v človeško naravo. Se pravi, človek, kot si ga je Bog zamislil, je kraljevski duhovnik. Gre za to naravo, ki je potem jasneje izražena in tudi že v samem tekstu pri Genezi vidimo, da človek reče, ko Bog reče, da je človek ustvarjen po Božji podobi, mu reče gospoduj zemlji, živalim, ribam in tako naprej. In vemo, kakšno gospodstvo je to ni tiranija, to je dobro Božje gospodstvo. Pravzaprav vidimo že tam plan Božjega kraljestva, ki ga je potem pozneje Jezus oznanil. To je bil Božji plan, preden ga je greh pokvaril. Gremo naprej. Tudi kljub temu, da je greh se tle vmešal not in marsikaj pokvaril, Bog tle ni odnehal. Jaz bom zdaj na hitro preletel par citatov iz Svetega pisma, čisto zato, da vidimo, kako Sveto pismo to govori. Eno takih mest je v drugi Mojzesovi knjigi. Druga Mojzesova knjiga, vemo, je način, kako Bog Izrael oblikuje, začne graditi svoje ljudstvo in mu da, in tukaj na kritični točki, tik preden mu razodene svoje zapovedi, imamo tele neverjetne vrstice. To je druga Mojzesova 19:5-6, prav takole. Če boste res poslušali moj glas in izpolnjevali mojo zavezo,
in boste posebna lastnina izmed vseh ljudstev, kajti moja je vsa zemlja. Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod. Ko Bog začne obnavljati človeka, začne obnavljati tudi ta izviren klic kraljevskemu duhovništvu. Potem vidimo to naprej, recimo pri Izaiju, 43:19-21 beremo takole. Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite. Speljal bom pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo. Slavile me bodo poljske živali, šakali in noji, da sem dal vodo v puščavi in reke v pustinji. Da sem napojil svoje ljudstvo, svoje izvoljeno, ljudstvo, ki sem ga zase upodobil, da bodo pripovedovali mojo hvalo. Se pravi, prerok gleda naprej, z navdihom gleda naprej v Božje načrte, kaj bo Bog naredil, prav nekaj novega bo to. Vemo, cel ta del Izaije pravzaprav napoveduje stvari v zvezi z Jezusom, v zvezi s cerkvijo, v zvezi z odrešenjem, katerega smo mi zdaj udeleženi. In tukaj med drugim prav tole, ljudstvo, ki ga Bog upodob zase, spet imamo tle podobo Božjo, da bi pripovedovali mojo hvalo. Se pravi, to je naša identiteta, kot te, ki jih je doseglo, to veliko odrešenje, ki so ga napovedovali preroki. In da je to res tako, vidimo tudi v Novi zavezi, in tukaj je glavni odlomek, je v 1. Petrovem pismu, drugo poglavje, bom prebral 5. in 9. vrstico. In Peter govori nam, kristjanom, o tem, kakšna je naša identiteta. Poslušajte dobro. Prav, saj ste vendar živi kamni, zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. In naprej, vi ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Peter jasno pove te obljube, ki smo jih brali prej in pri Stvarjenju in v Eksodusu in pri Izaiju, te so se zdaj izpolnile v krščanski skupnosti, v skupnosti, ki pripada križanemu in ostanemu Mesiju, Jezusu. In seveda potem se pa ta tema vrne še tudi v zadnji knjigi Svetega pisma. Če ste dobro prisluhnili besedilo, ki je bilo prej prebrano, je tudi tja vtkana noter. Imamo jo v razodetju na več mestih. Že na začetku Janez v bistvu sklikne in slavi Boga tako njemu, ki nas ljubi, nas je svojo krvjo osvobodil naših grehov, ter napravil iz nas kraljevstvo in duhovnike za svojega Boga in očeta, njemu slava in oblast na veke vekov. Potem v odlomku, ki smo ga prej brali, bom še enkrat podčrtil, prav spet slavi se jagnje, ker je napravilo ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike in kraljevali bodo na zemlji. In enako pol najdemo na koncu, v 20. poglavju spet, blažen in svet, kdor ima delež pri prvem ustajenju. Na takimi druga smrt ima nobene oblasti, ampak bodo postali Božji in Kristusovi duhovniki, ter kraljevali bodo z njim 1000 let. Se pravi, skozi je ta dvojna tema, duhovništvo, kraljestvo. In to je vloga, ki je dejansko, to je obnovljena Božja podoba v človeku. To je tisto, kar je človek zgubil pri padcu, ki se pa zdaj po milosti, po dejanju Jezusa Kristusa, po moči Svetega Duha v nas obnavlja. In to je naša krščanska pot, da Bog obnavlja to podobo in del. In tukaj to je zanimivo. Tukaj imamo zdaj pravzaprav večkrat konkretizirano, kaj pa sploh je ta podoba. Kako si pa sploh Bog zamišlja človeka? Kaj je ta prav človek za Boga? To je človek, ki deluje v stvarstvu kot njegov posrednik. In v obe smeri. V eno smer razodeva Božjo slavo stvarstvo. In tukaj bi lahko rekli, to je kraljevska funkcija. Tukaj se Božja oblast, Božja dobra oblast, Božje dobro ozdravljenje, odpuščanje in tako naprej se prek nas, kot se je na začetku prek Jezusa, se zdaj prek nas, kristjanov, širi med stvarstvom. Tako mi širimo Božje kraljestvo. In nazaj mi prinašamo slavo stvarstva Bogu in zahvalo za vse to, kar se dogaja. Seveda v tem času zdajšnjem, kjer je marsikaj narobe, prinašamo k Bogu tudi žalostinko, tudi prinašamo klic trpljenja, klic molitev za pomoč in naše vzdihe. Ampak to je tudi del duhovniške službe, ki jo imamo vsi kristjani, tega splošnega delovanja. No in tukaj not spada slavljenje. Se pravi, ko slavimo Boga, mi v bistvu uresničujemo in vstopamo v to pravo identiteto,
ki nam jo je Bog že od začetka, dejansko od začetka stvarjenja pripravil. In to je dobro, da se tega zavedamo. Se pravi, da to ni nekaj, kar si mi zamislimo ali kar mi sprožimo, ampak pravzaprav s tem udejanjamo to, kar je Božji načrt za človeka že od začetka. Se pravi, gre za to posredniško vlogo. No, potem drugo, kar bi poudaril, je to, kar sem že zdaj večkrat omenil. Slavljenje je nekaj, v kar vstopimo. Kaj hočem s tem reči? Slavljenje, pravo slavljenje, ni na prvem mestu nekaj, kar mi proizvedemo. Ni nekaj, kar mi naredimo in potem nastane. Slavljenje je bolj nekaj, v kar mi vstopimo, čemur se pridružimo in kar se dogaja pravzaprav neodvisno že od nas, pred nami, za nami, nad nami. Mi v to vstopamo. Temu se pridružimo v veri, temu se pridružimo v poslušnosti Bogu, Božji besedi. In spet lahko gremo nazaj na tale čudovit tekst, ki smo ga brali v Razodetju, ali pa tudi druge odlomke v Razodetju. Če beremo, Razodetje naslika pravzaprav nebeško bogoslužje. In naslika dogajanje pred Božjim prestolom, okrog Božjega prestola, kjer se dogaja neprestano slavljenje, neprestano oznanjanje teh Božjih čudovitih del. In to je nekaj, v kar smo mi povabljeni, da vstopimo. Mi smo povabljeni kot kristjani na zemlji, mi kot cerkev na zemlji smo povabljeni, da vstopimo v to nebeško dogajanje po Svetem Duhu, z našimi hvalnicami, z našimi molitvami, z vsem našim delovanjem. Se pravi, temu se pridružimo. Potem sam spada tudi to, da je slavljenje spet ni neka naša iniciativa, ampak je na prvem mestu odgovor na nekaj, kar je Bog naredil, na Božjo milost, na Božjo ljubezen. Se pravi, mi, ko slavimo, odgovarjamo na Božjo pobudo, na to veliko zgodbo odrešenja, katere del smo, v katero nas Bog povablja in kjer imamo svojo identiteto kot kraljestvo duhovnikov. Tudi že v Razodetju 5, v tem odlomku, vidimo, da je fokus na jagnjetu. Se pravi, zdaj v novi zavezi so ta velika Božja dela, ki jih mi pripovedujemo, so osredotočena na njega, na Mesija. Pripovedujemo njegovo slavo, njegovo hvalo, pripovedujemo njegovo zmago na križu in se zahvaljujemo Bogu za njegovo smrt, ki nas je spravila, in za njegovo vstajenje od mrtvih. Se pravi, slavljenje je pravzaprav odgovor na to eno veliko Božje delo, ki dejansko presnavlja in prenavlja nas in v svet. Ta dogodek, križan in obojen Mesija, to je fokus slavljenja in slavljenje je zahvala, zato je odgovor na to Božje delo. Že psalmist v Stari zavezi je takole vzkliknil: tvoja dobrota oziroma tvoja milost je boljša kakor življenje. In zato te smejo slaviti moje ustnice. To je Psalm 63:4. Prav vidimo, da je slavljenje odgovor na to Božjo milost, ki je boljša od samega življenja, na Božjo ljubezen, na Božjo to nezasluženo dobroto, ki nam je Bog tako obilno in radodarno siplje in daje v naša življenja. Se pravi, slavljenje kot odgovor. In potem spet, da slavljenje ni naša pobuda najprej, se mi zdi, da vidimo tudi v temle svetopisenskem nauku, v tem, kar najdemo v Janezovem evangeliju, da si Bog želi častilcev v duhu in resnici. Jezus takole prav: pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Kaj je Janez oziroma Jezus tukaj mislil s tem? Zdaj, oboje, in duh, kot sveti duh, in resnica prihajata od Boga. Resnica v Janezovem evangeliju je predvsem pravo spoznanje Boga, ki ga prinaša Jezus. Se pravi, resnica je resnica o Bogu, o Božji milosti, ki se razodeva v Jezusu, ki spet v njegovem križu, v njegovem vstajenju od mrtvih. To je Božja resnica. In prav, da Oče si želi častilcev, ki ga na ta način častijo. Zanimivo, da je tle omenjen duh. Se pravi, zdi se, kot da bi takole hotel reči, Bog sam je izvir čaščenja in molitve, ker Božji duh sam
je tak mol in posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi, tako kot prav nekje drugje svetopismo. Se pravi, Božji duh sam neprestano, lahko rečemo, slavi Boga. In to, kar pa Jezus tukaj pravi, pa to, da pravo čaščenje, prava molitev je to, da se mi temu pridružimo. Mi vstopimo, lahko bi rekli v narekvajih ali pa brez v Božji notranji monolog, ko se Bog Sveti Duh govori z Bogom Očetom prek Sina. Bog se je v Jezusu odprl nam in želi, da mi vstopimo v to realnost življenje, recimo Boga samega. Vstopimo torej in se pridružimo temu, kar Sveti Duh deluje v nas in okrog nas in temu Božjemu delovanju. Zaprav, to je drug okvir, ki bi ga rad izpostavil, ker dostkrat seveda, sploh, ko se soočamo s težavami, je včasih težko slaviti, včasih je težko se dvigati in dati hvalo Bogu in oznanjati njegova velika dela. In tukaj nam lahko zelo močno pomaga to, da vidimo, Bog gre pred nami, slavljenje ni naše delo, slavljenje je Božje delo, v katerega pa v milosti vstopamo. Bog nam odpira vrata, da vstopamo v to, da se pridružimo Duhu, ki slavi Očeta v imenu Sina, da se pridružimo nebeškemu slavljenju in da se zahvaljujemo za to veliko milost, ki nam je dana v Jezusu Kristusu, se pravi v križu in v vstajenju. No pa še tretji okvir bi postavil. In to je v bistvu še ena velika svetopisanska tema, ki spet zajema celo svetopismo, od stvarjenja prek Mojzesa, prerokov, Jezusa, prve cerkve, do danes in spet do končne realnosti, ki jo v prispodobah slika razodetje. In ta tema je to, da bo Božje veličastvo enkrat napolnilo ves svet. Vemo najprej tole, da je človek zaradi greha izgubil Božjo slavo. Pismo Rimljanom to prav direktno pravi. Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Se pravi, človek ob stvarjenju je bil deležen Božjega veličastva, Božje slave, Božje prisotnosti, kot rečemo, kot pojemo, kot slavimo. Ampak greh je to prekinil, greh je tukaj podaril to zadevo. Potem v Svetem pismu seveda lahko spremljamo to temo naprej. Bog si je želel in je po svoji milosti hotel nazaj vzpostaviti svojo slavo med ljudmi. In tukaj pridemo do templja. V Stari zavezi je Bog pri Mojzesu že naredil ta sveti šotor in potem pri Salomonu tempelj, v katerem je bila Božja navzočnost, Božja slava je prebivala tam. In nikako ni naključno, da na koncu druge Mojzesove knjige beremo, kako Božja slava napolni svetišče, ki ga Bog ustvari. To je prvi odgovor na padec človeka. Pri grehu je bil človek izgnan ven izpred Božjega obličja, stran od Božje slave. Ampak tukaj v puščavi pa Bog pripravi svojemu ljudstvu en kraj, eno točko, kjer Božja slava prebiva. Seveda, nažalost, gre tudi Izraelova zgodba naprej. In potem imamo v Ezekielu pretresljiv opis, kako Božja slava zapusti Božje svetišče zaradi grehov, zaradi tega, ker je Božje ljudstvo ni poslušalo Boga. Vam zelo svetujem, da preberete prvo poglavje Ezekiela, govori o tem. Ampak seveda v tej isti knjigi pod koncu, v 43. poglavju, dobimo pa tudi že obljubo, da enkrat se bo pa Božja slava vrnila. In je prav tam je videnje, kako se Božja slava vrne v Božji tempelj. In to je del te velike obljube preroške, ki je to veliko pričakovanje tega, kar bo Bog naredil. In potem seveda, če pozorno beremo v Novi zavezi, najdemo tole. Znana vrstica, Janez 1.14. Beseda je postala meso in, dobesedno, če prevedemo, postavila je svoj šotor, svoje svetišče med nami. Tista beseda prebivala med nami, ki je dejansko v grščini šotorila med nami. In ta izraz pomeni tudi imeti svoj tempelj, imeti svoje svetišče. Se pravi, ko Jezus se človeč, Bog na novo vzpostavil svoj tempelj. In potem nadaljevanje te vrstice, videli smo njeno veličastvo. Veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojenji sin, polna milosti in resnice. Kaj s tem Janez hoče povedati? Božje veličastvo, tisto obljubljeno, tisto, ki je zapustilo tempelj, se je zdaj vrnilo, dokončno vrnilo med nas. In še več želi prek nas napolniti v svet.
Pavel pravi, da mi, ki z odgrnjenim obrazom, kakor ogledalo, odsevamo Gospodovo veličastvo. Tukaj imamo spet to temo Božje podobe, ki odseva Božji značaj, Božjo slavo v stvarstvo. In zanimivo, da Pavel to govori o naši realnosti zdaj, se pravi v tem času, ko vemo, da marsikaj v stvarstvu ni v redu, marsikaj večina stvari v človeški družbi ni v redu. Ampak naš klic nas, kristjanov, je pa, da odsevamo to Božjo slavo, seveda po milosti in moči Svetega Duha, sami tega ne moramo, da jo odsevamo ven v ta padli svet in da na ta način spet oznanjujemo Božje odlike. No in na ta način, se pravi, vidimo, in to dejansko že v celem Svetem pismu vidimo tole temo, da je Božji cilj, da na koncu, da bo Božja slava napolnila ne samo tempelj in tudi ne samo obljubljeno deželo, sveto deželo, ampak da bo na koncu napolnila ves svet, vse stvarstvo. In to najdemo na več mestih, že v Pentatehu najdemo vmes en tak vzklik, ko Bog govori Mojzesu, pravi, kakor jaz živim in bo vsa zemlja napolnjena z Gospodovim veličastvom. Čuden vzklik, če bi ga tako videl samega za sebe. Izaija pravi, razodelo se bo Gospodovo veličastvo in videlo ga bo hkrati vse meso. Spet Izaija pravi, dežela bo polna Gospodovega spoznanja, kakor vode pokrivajo morsko globino. In potem Habakuk, kajti zemlja se bo napolnila s spoznanjem Gospodovega veličastva, kakor vode pokrivajo morje. To je vizija že v stari zavezi, da bo Bog ne samo, da bo obnovil Izrael, ampak v preroški viziji se živi obnovitev dejansko stvarstva in obnovitev Adama, padlega človeka in človeštva. In zato potem imamo recimo v psalmih takole doksologijo. Naj bo slavljen Gospod Bog, Izraelov Bog, ki opravlja čudovita dela, on edini. Naj bo slavljeno ime njegove slave na veke, naj se napolni z njegovo slavo vsa zemlja. In potem spet vidimo, če gremo v to nebeško slavljenje, ki se dogaja, Izaija nam da en kratek pogled spet v to realnost, ki vidi serafe, ki vpijejo v templu, vpijejo svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Se pravi, to je bistvo slavljenja, da se vrne slava v stvarstvo, ki ga je greh umadeževal, ampak ki ga Bog po svoji milosti obnavlja. Se pravi, kaj zdaj naše slavljenje tukaj? Kakšno vezo ima s tem? Ko mi dejansko slavimo Boga, ko mi oznanjamo njegove odlike, njegovo hvalo, njegovo slavo, mi dejansko, lahko bi rekel, anticipiramo, vnaprej predpostavljamo to, kar se bo zgodilo, zato kar verujemo. Če smo ljudje vere, če smo sprejeli Božjo besedo, potem vemo, da bo Bog ob svojem času to naredil. In mi kot verujoči ljudje to slavljenjem že zdaj vnaprej oznanjamo in pričujemo o tem. Se pravi, lahko bi rekel, da košček te obljubljene prihodnosti prinašamo v ta temen svet, v katerem smo, v ta padli svet. In seveda, to delamo nepopolno, to je delno. Ampak vse to delamo v resnici, to ni nekaj lažnega, to je dejansko in resnično prinašanje te Božje bodočnosti v sedanji čas. Se pravi, to je lahko rekli preroško dejanje, s katerim napovedujemo, da stvari, take, kot so zdaj, ne bodo ostale. Bog bo odločilno posegel vmes in bo prenovil svet, svojo slavo. Bog bo zavladal in med nami že zdaj vlada. To je bistvo tega oznanila. Se pravi, lahko bi rekel skupaj z knjigo Razodetja 11.15, tam slišimo en tale klic, nad svetom je zakraljeval Gospod in njegov Mesija, kraljeval bo na vekov veke. Ko mi to oznanjamo, ko mi slavimo Boga, mi pričujemo o tem velikem Božjem delu in o velikem Božjem načrtu. Se pravi, te tri stvari so, se mi zdi, trije okviri, ki je dobro jih postaviti okrog slavljenja. Se pravi, da vidimo, kaj Bog dela in da se mi dejansko vključimo v Božje delovanje. Bog je ta, Božji Sveti Duh je ta, ki slavi v resnici. To, kar mi lahko naredimo, je to, da se odpremo njemu in se pustimo njegovemu vodstvu, njegovim namenom,
ki jih ima ustvarstvo od začetka in v našem času in naprej, do konca. In še posebej se mi zdi, je pomembno res ta stvar identitete, ker danes je to težko. Kristijani živimo v svetu, kristijani smo manjšina v svetu. In je zelo pomembno, da je naša identiteta dobra in močno zgrajena v tem, kar nam Bog daje, v tem, kar je Jezus za drago ceno pridobil svojo smrtjo, svojim vstajenjem od mrtvih. Zelo pomembno je, da se opremimo s to identiteto, kar nam je Bog daje, ker to nam daje moč in za slavljenje in seveda za vse krščansko življenje. Tako da to bi bila moja spodbuda danes za nas vse. Zdaj pa ne vem, verjetno je smiselno tudi, če je, da si vzamemo nekaj časa, če je kakšna stvar, ki bi bilo treba pojasniti, ali pa sploh malo zadebatirati, ne vem, tadej. Ja, ne vem, lahko zdaj, če je kako tako vprašanje, pa kaj je za sproti, lahko kar v smislu dialoga, če bi bilo kaj na to replicirali, karkoli, ali pa da rečemo, da je ena pauza, pa če je kaj takega, pa potem po pauzi nadaljujemo, če pa ni v zvezi s tem sklopom, pa gremo dalje z naslednjo. Malo tukaj? Šefa. V slavilnih skladbah dosti krat zasledimo, vstaj v tujih, ki je material dosti bolj dostopen, ogromno svetopisanskega besedila ali pa včasih popolnoma svetopisansko besedilo. In po eni strani človek pomisli, ja, kakšni teologi, strokovnjaki so morali to biti, potem, ko vidiš po možnosti še cerkev, kako deluje, ali pa skupnost, ko deluje, rečeš, wow, vse oni pa dihajo, vse sploh ne govorijo drugih besed kot to. Pri nas pa včasih, kljub temu, da imamo že tradicijo 10 let festivala duhovne krščanske glasbe, se verjetno smo zaradi tega tudi danes tukaj, ampak pot med to besedo, Božjo besedo, pa pesmijo ali slavljenjem, ki je... Zdaj, glede na to, kar sem rekel, se mi zdi mogoče, zdaj, itak, v Svetem pismu ima eno celo knjigo, ki je posvečena slavljenju, in to so psalmi. Zanimivo je, da ta knjiga ima v hebrejščini naslov hvalnice, čeprav večina te knjige niso hvalnice, ampak so prej žalostinke in molitve, kjer se borimo z Bogom in vse te stvari. Zelo, zelo priporočljivo je, da vsi slavilci, da se potopimo v psalme. Psalmi so delavnica molitve in slavljenja, ta prav prostor, kjer se to oblikuje. Zdaj, jaz osebno ne mislim, da potem nujno slavilne pesmi, da mora biti nujno pač sami citati iz Svetega pisma. Se mi zdi pa pomembno, da je fokus ta prav v slavilnih pesmih, se pravi, da je odgovor na te temeljne teme Svetega pisma. Spet bi rekel, na Jezusov križ, na Jezusovo zmago na križu, na njegovo vstajenje od mrtvih, na dejstvo, da je Sveti Duh nas vse v bistvu dela za misionarje, če hočemo tako reči, v tem svetu, da to dobro novico o njem, da je dejansko nekdo nepreklicno vstal od mrtvih tukaj, sred tega sveta, da to novico z močjo Svetega Duha ponesemo drugim. To mora biti fokus slavljenja, po mojem. Je pa seveda pri tem naravno, da se uporablja svetopisanski material, se že pravzaprav psalmi sami so neke vrste refleksija postave in drugih svetopisanskih tekstov. Se pravi, že tam vidimo proces, kako je Sveti Duh oblikoval molitve na ta način, da je kot neka refleksija Božje besede, ki se seveda spet izraža skozi Božjo besedo. Tako ne bi bil tudi, po mojem, navdih za nove slavilne pesmi, da so pač refleksija Božje besede in odgovor na njo, lahko zelo dobre besed, lahko manj dobre besed, to po mojem ni tako važno. Važno je, da je fokus ta prav, da smo usmerjeni prav. Hvala, Matjaž.